pozdravljeni, da ste se odzvali našemu vabilu na današnje predavanje, ki ga pripravljamo v okviru, tako rečem, popularizacije znanosti, promocije znanosti. Še enkrat lepo pozdravljeni, seveda najbolj toplo in najlepše pozdravljam pa gospoda dr. Tomaža Curka. Hvala lepa, da ste se tudi vi odzvali našemu vabilu in pripravili današnje predavanje v Celici. Jaz sem namreč zasledila en članek v bistvu o vašem soavtorstvu, pravzaprav, nekega strašno zanimivega članka v reviji Nature, ki ima strašno visok impact faktor. To pomeni, da je članki v tej reviji so po celem svetu zelo, zelo citirani. To pomeni, da je kot znanstvena revija zelo, zelo visoko kotirana. In verjetno je zelo, zelo težko priti do tega, da imate tam objavljen članek. In fantastično se mi zdi pri dr. Curku tudi to, da se deluje z znanstveniki po celem svetu. In da so v bistvu tudi ti rezultati njegovega dela, tudi rezultati tega sodelovanja. Moram še jaz to povedati, dr. Curk, docent na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Ni pa samo ljubitelj računalništva, ampak tudi biologije. Zato je tudi torej bioinformatik, kar se mi zdi še dodatno zelo, zelo zanimivo. In zato je danes tudi govor o Celici. Obljubil ste, da nam boste tudi malo tem člankom povedal. Moram pa še to reči, da bomo rekli, da morate izklopiti mobitele, ker pričakujemo tretjega otročka danes in čakamo poziv iz porodnišnice. Tako da, če bi slučajno morali prekiniti, prosim za razumevanje, pa bomo drugič nadaljevali. Tako da, ja, bomo vsi nestrpno čakamo. Tako da, dr. Curk, hvala lepa vam še enkrat, da ste med nami, pa izvolite lepo. Bomo skušali pa brez mikrofona, ker je za predavatelja nekaj lažje. Izvolite. Hvala vam za uvod. Lepo pozdravljeni. Danes bom govoril o Celici in o kaj Celica počne. Torej, če vas vprašam, kaj Celica počne, bom največ dobil zelo različne odgovore. To je tak primer, še najbolj zanimiv primer skice, kaj naj Celica počela. Torej, Celica je nekako zaprta celota, ki vsebuje ogromno nekih komponent, ki počnejo različne stvari. In nekako vsi lahko predstavljamo, da v celico nekaj vstopa, radi nekaj hranilne snovi iz okolja. In celica tudi izloča stvari, ki jih ne potrebuje. Kaj se pa dogaja, pa tudi seveda tukaj pomembno tudi stvari, ki jih dejansko potrebuje za to, da sporoča ostalim celicam morda, ali pa da kaj drugega doseže v njenem okolju. Torej, kaj se pa dogaja tle vmes, je pa ta črna škatla, ki jo poskušamo v bioinformatiki pomagati razumeti biologom. Zdaj, tukaj je mogoče zanimivo to, da tle nekaj v centru, v nukleusu, je ena oseba, ki sedi za računalnikom in v tem računalniku, tisti, ki tega ne morete pogledati, piše DNA. Torej, DNA je ta zbirka oziroma knjiga življenja, v kateri je zapisano, kako naj se celica obnaša. Se pa vidi, da ta knjiga, torej to knjigo celica interpretira. Prvi, ki jo interpretira ta človek, potem pa napotkom, ki jih ta človek daje, se ostale komponente sorazmerno temu odzivajo in tako celica doseže, da iz tega, kar vstopa, naredi ustrezne stvari, ki vstopajo, hkrati pa skrbi tudi za svoje notranje stanje. Zdaj, to je tak poenostavljen prikaz tega, kar naj bi se v celici dogajalo. Resnica je pa dosti bolj kompleksna. V celici se dogaja na milijone kemijskih reakcij, oziroma na milijarde kemijskih reakcij, oziroma bilijarde kemijskih reakcij v vsaki sekundi v celotnem človeškem telesu. In vsako od teh kemijskih reakcij poskušamo, spet bioinformatiki, pomagamo biologov, zapisati v neko mrežo znanja. In tukaj
čeprav zgleda zelo zakomplicirano, to je tako zelo splošen pogled na vse kemijske procese, ki se dogajajo v celici. Torej, kako celica lahko te procese sploh izvaja? Torej, če se vrnem nazaj na to knjigo življenja, kot sem rekel, je zapisana v DNA-ju, to je dvojna vijačnica, ki je bila odkrita 54. leta. In to knjigo celica nekako interpretira. Glavni mehanizem, ki se najbolj spomnite še iz srednje šole, je pripisovanje DNA-ja v neko vmesno molekulo, ki se imenuje RNA. Potem ta RNA se pa prevede v zaporedje aminokislin, ki tvorijo proteine. Proteini so osnovni gradniki v celici. Tudi tisti možički, tisti stroj, ki so bili prej narisani, so dejansko zgrajeni iz proteinov. Zdaj, protein, samo zaporedje je en del, drugi del informacije pa potem tudi v končni obliki tega proteina. Skratka, in prav pri teh prepisih, že pri samem prepisu, translaciji in potem tudi tem zvijanju proteinov, tukaj ima celica možnosti, da po svoje interpretira informacijo, ki je statična v DNA. Torej, DNA je tista stvar, ki jo dobimo od staršev, ki se ne spreminja, kljub vsemu smo pa zmožni se odzvati na zelo različne dražljaje iz okolja. Tako, v živalskem kraljestvu sta dva tipa celic, to je šolska biologija, eni so tako imenovani prokarionti, drugi so tako imenovani eukarionti. Mogoče kdo opazi kakšne razlike, pa mogoče ve, kakšne so glavne razlike med eukarionti in prokarionti. Iz kakšnih celic smo mi zgrajeni? Iz eukarionskih. Torej, tukaj že na oko je vidno, da so eukarionske celice bistveno bolj kompleksne. Torej, bistveno več gradnikov imajo, bistveno večjo kompleksnost so sposobne dosegati, za razliko teh bolj enostavnih celic, ki so prokarionti, torej nekako začetek življenja. Ta glavna razlika med prokarionti in eukarionti je ta, da DNA, torej ta knjiga življenja, je tukaj kar tako nekako zapakirana, ni zaščitena, za razliko od eukariontov, kjer je to celično jedro oziroma nukleus je namenjeno zaščiti DNA-ja oziroma tudi tem dinamičnem obranju DNA-ja. Razlikujete se tudi v teh organelih, torej v kompleksnosti kemičnih procesov, ki so jih zmožne proizvajati. Pa tudi v drugih stvareh, ki niso tako pomembni. Zdaj, če to kompleksnost spet poenostavim, torej prokarionti, ta pretok informacije, torej način, kako se bere to knjigo življenja, je dokaj bolj enostavna, kot pa kar se dogaja v eukariontih. Torej, to, kar si je življenje najprej zmisleno, je, da če imam DNA, posamezni deli, segmenti v tem DNA-ju bojo geni. Če želim priti iz tega zapisa do nekega delujočega proteina, ki bo dejansko nekaj počel v celici, je potreben prehod preko... To ni moj telefon. Preko RNA-ja, ampak tukaj je prepis 1:1. Torej tukaj, skratka, kar je zapisano v DNA-ju, se prepiše v RNA in to se potem uporabi za tvorbo zaporedja proteinov. Pri eukariontih, torej pri celicah, ki so bolj kompleksne, so pa te koraki dosti bolj kompleksni. In to je glavni način, kako celica dosega svojo kompleksnost. Torej, prepisovanje ni enostavno prepisovanje tega, kar je v DNA-ju, ampak če ste pozorni, torej ta košček DNA-ja se nekako deli na dva dela, na tako imenovane introne, pa te temnejše oranžne eksone. In izkaže se, da introni so v fazi prepisovanja v RNA v enem koraku zavrženi. Torej, tista informacija nekako ni pomembna. Zdaj, to na videz gleda kontraintuitivno, zakaj, če zavržem del informacije, v bistvu lahko dosegam večjo kompleksnost.
Kompleksnost se pa v bistvu doseže zaradi tega, ker se lahko to zaporedje poljubno interpretira. Torej, če se zdaj osredotočimo na eukarionte, recimo na to, kar nas zanima, ne, kot človeka, to je tukaj še ena slikca, ki povzema dogajanje znotraj celice, torej ta pretok informacije iz jedra v citoplazmu, kjer se dejansko tvorijo proteini. Skratka, deli DNA-ja, torej nekega gena, so deljeni na eksone in introne in tekom transkripcije se določeni deli potem izrežejo ven. Še ena schema, ki to isto stvar ponazarja, je tukaj, ne, še bolj abstraktno to, kar bioinformatiki radi gledamo oziroma s čimer procesiramo. Torej imamo neko zaporedje, ki predstavlja gen, določeni deli so pomembni za tvorbo proteina, tej svetlomodri. Tej temnomodri se pa lahko zavržejo. Torej, kje nastane kompleksnost? Kompleksnost nastane pa, recimo, kot je prikazano v tem primeru. Torej, tukaj imamo zdaj recimo neko zaporedje DNA-ja, torej nek gen. In lahko vidimo, da imamo škatlice različnih barv, torej različne tipe eksonov. To, kar je natanko narisano, so pa introni. In zdaj, ta košček DNA-ja lahko celica interpretira na dva načina. Lahko se odloči v eni fazi, da bo uporabljala ta rumen, to rumeno podzaporedje, ga staknila skupaj s tem rdečim in ga staknila s tem zelenim, ga staknila s tem modrim in potem ga staknila s tem svetlomodrim in bo dobila neko zaporedje, iz katerega bo nastal recimo protein, ki bo normalno vstopil v celične procese. Po drugi strani se pa lahko zgodi, da iz tega istega dela se celica odloči, pa da bo uporabila recimo rumeno zaporedje, rdečega ne bo uporabila bo potem zeleno zaporedje, bo staknilo skupaj z rumenim in to temno modro in potem še naprej. Iz takšnega zaporedja bo potem pa nastal morda protein, ki ne bo bil sposoben vstopati v celične procese. Kakšno vprašanje do zdaj? To je kar pomembno za razumevanje. Ja? Omenil ste, celica se odloči. Kje se odloči? Aha, super vprašanje. Do tega bomo še prišli. V naslednjem. Je pomembna, ne? Sveda, Celica se odloči. To je bistvenega pomena. Torej, tukaj še ena isti prikaz, oziroma podoben prikaz, spet imamo zaporedje DNA-ja in tukaj vidimo, da to zaporedje zdaj v tem primeru se lahko na 3 različne načine interpretira, torej na 3 različne načine se celica odloča in za posledico bomo imeli 3 različne proteine, torej iz istega dela knjige življenja. Biologi so to izčrpno preučevali in so prišli do ene takšne scheme. Torej, tukaj načeloma so vse te glavni načini, kako lahko celica se odloča, katere dele DNA-ja bo preskočila, katere dele bo uporabila na poti do tvorjenja proteina. Skratka, stvar je kar kompleksna in to je tudi en glavnih razlogov, zakaj recimo ljudje, torej človeški genom vsebuje približno 25,000 genov, kar je podobno številom genov kakšnega preprostega enoceličarja. Recimo kvasovka ima 15,000 genov. To je to, kar nam pomaga delati pivo pa kruh. Mi ljudje pa imamo preko 200 tkiv. Pa imamo samo še enkrat toliko genov kot kvasovka. Torej, ta alternativna interpretacija omogoči prav to, da kljub temu, da imamo 25,000 genov, ne bistveno več od kakšnega drugega organizma, so naše celice sposobne tvoriti preko 200,000 različnih proteinov. Skratka, ogromna kombinatorika je možna, je na razpolago celice. Če se spomnite, ko so prve napovedi projekta, kjer so prvič sekvencirali človeški genom, bile dane, so vsi znanstveniki, ki so bili udeleženi v tem projektu, govorili, da glede na kompleksnost človeških tkiv in število različnih človeških tkiv, pričakujemo, da bo v človeškem genomu preko 100,000 genov.
To pa zato, te napovedi so takrat dali, zato ker niso se zavedali te kompleksne, teh možnih interpretacij genoma. Ne. In ko so pač prvič poročali temu, da je v človeškem genomu le 20,000 oziroma nekaj več genov, so bili vsi razočarani, kako je to možno. Ne. Kje je zdaj ta razlika od pričakovanja. Ok, zdaj par primerov odločanja. Ne. To je recimo en gen, eden od 25,000 alfa-TM, so ga biologi poimenovali. Imena genov so, moramo vsaj 25,000 različnih stvari poimenovati v genomu. Genom je velik 3000 milijonov znakov, torej obsežna knjiga življenja. In če hočemo vnesti nek sistem v to poimenovanje, pač si biologi izmišljujejo imena. Zdaj ta gen konkretno, iz tega gena nastane nek protein, ki je dokaj prožen, torej ima določene lastnosti, ki se izkaže, da so pomembne za tvorjenje mišičnih celic. In tudi, če pogledamo, torej to je ta del DNA-ja, ki kodira ta gen, torej spet to zaporedje škatlic, tukaj so dejanske baze. Iz tega zaporedja lahko nastane teh 7 različnih proteinov. In če ste to pozorno prebrali, ne, imamo tukaj na vrhu kar nekaj različnih tipov mišic. Imamo tudi neke fibroblaste, torej neke celice, ki so neke vrste zarodne celice. In imamo tudi recimo celice možganske. Ne. In tukaj vidimo, da odvisno od tkiva, odvisno v katerem tkivu je celica, se bo odločila za določene izoforme, torej za določene oblike. Skratka, tukaj je ta signal, kako to dosega, kar kompleksen. Zdaj, če pogledamo celoten, vse glavne organe, pogledamo, kje je največ te kombinatorike, torej kje se celica najbolj odloča, ne, se izkaže, da nekako od vseh možnih kombinacij je nekako 48% teh kombinacij se izbira v možganih. Zdaj, možgani so, vsaj po mnenju večine, kar kompleksen organ. Torej, skrbi za odzivanje na okolje oziroma napovedovanje na okolja. Medtem ko recimo želodec, v želodcu je teh izbiran pa bistveno manj. Okoli 16% genov se nekako je možnih več interpretacij. Zdaj, želodec mogoče zgleda na prvi pogled tak dolgočasen organ, ampak je kar pomemben. Tako pač skrbi za razgradnjo hranil, ki v bistvu vstopajo kot gradniki v same celice, to, kar sem prej na začetku čisto kazal. Tako da človek bi vseeno pričakoval, da so tukaj kemijski procesi kar kompleksni, ker pač imamo različne tipe hranil, ki jih je treba razgraditi, ampak se izkaže, da v bistvu, ker jemo večinoma proteine oziroma vlakna, zato je dovolj nekaj encimov, nekaj kemijskih reakcij, zato dobimo te osnovne gradnike, ki vstopajo v celico. Ok. Če pogledamo še ostale tkiva, tukaj nekako popadajoči pomembnosti, se vidi, da možgani so tisti res najbolj tkivo, ki najbolj zahteva različno interpretacijo genoma. Potem so tukaj jetra, testisi, pljuča, ledvice, oči, koža in tako naprej, do želodca. Mišice, čeprav imamo ogromno različnih tipov mišic, ne zahtevajo neke dinamične interpretacije. To je že nekako del genoma. Torej, skratka, odvisno od kompleksnosti nekako dražljajev, ki jih organ oziroma celica pričakuje, temu sorazmerno je tudi kompleksnost odziva celic. Ok, torej, če se vrnemo spet na to shemo, ki sem že prej pokazal, in se vrnemo k vprašanju poslušalca, kako se zdaj to, kako se celica odloča, kako bo interpretirala DNA. Podobna shema, zdaj glavna razlika je, mogoče kdo opazi,
med to sliko pa to sliko. Torej tukaj to naj bi bil DNA, dvojna vijačnica, ta špagica naj bi bil RNA, imamo pa še en tretji element. Torej tukaj so te elipse oziroma krogci raznih barv in naj bi ponazarjali proteine. Torej, tako sem rekel, da iz genoma se pripiše v RNA, iz RNA se tvori protein in zdaj ta protein opravlja neko funkcijo v celici. Ena od pomembnejših funkcij je očitno tudi v bistvu interpretacija DNA-ja. Torej, celica tvori proteine, s pomočjo katerih interpretira svoj DNA. In tukaj vidimo, da v vseh teh glavnih korakih, torej prepisovanje, procesiranje, tukaj se dogaja fino editiranje RNA-ja, prenos RNA-ja iz jedra v citoplazmu celice, razgradnja RNA-ja, ko ni več potreben, prenos RNA-ja na pravilno mesto. Recimo pri možganih so kar dolge celice. Jedro je na eni strani, določeni proteini so potrebni na čisto drugem koncu. Torej, RNA mora potovati na pravo mesto v celici in tam mora se spremeniti oziroma se uporabiti za tvorjenje proteinov, in zato poskrbijo drugi proteini, ki so že prisotni v celici. Pa seveda ta glavni korak, prepisovanje RNA-ja nazaj v proteine, pri tem so spet udeleženi drugi proteini, ki za to skrbijo. Zdaj, če to sliko še malo bolj zakompliciram, dobimo nekaj takšnega. Torej, zakaj je ta slika bolj kompleksna? Zato, ker je zdaj še več teh proteinov, ki je vezanih na RNA in vidimo, da v bistvu je torej prepisanje naj bi se dogajalo v to smer, torej tukaj raste ta veriga RNA-ja, kot se prepisuje en del DNA-ja. Hkrati se na ta RNA, ki nastaja, že kopičijo proteini, torej te krogci, ki skrbijo za to, da se RNA bo na pravilen način interpretiral. Torej, določeni deli se bojo izrezali, določeni deli se bojo editirali, torej spremenili. Recimo, klasično je ta dodajanje nekih zaporedi pas A na rep RNA-ja, ki zagotovijo stabilnost te molekule, da ne razpade. Pa tudi potem proteini, ki poskrbijo za izvoz, in skratka vse te ostale korake, ki sem jih že prej omenil. Če to sliko še bolj zakompliciram, dobimo nekaj takšnega, ampak to še vedno ni ta prava slika dejanskega stanja, kaj se dogaja v celici. Torej, nedavno, 2 leti nazaj, so prvič pokazali, da vseh proteinov, ki vstopajo v stik z RNA na teh različnih korakih tolmačenja DNA-ja, je preko 900. Torej, nekako če vseh genov 25,000, jih približno 4% genov je tam samo zato, da skrbijo za pravilno interpretacijo genoma. Torej, če pomislite, od vaših staršev niste podedovali samo DNA-ja, ampak ste podedovali tudi vse proteine, ki so že takrat bili prisotni in so na pravi način interpretirali ta DNA, da je se celice začele deliti in da ste zrasli v to, kar ste danes. Tako da prav ta interakcija, nekako ta manjkajoča informacija, torej, če poznamo zaporedje genoma, še vedno ne vemo vse o tej osebi, za katero genom poznamo, ker ne vemo, v kakšnem stanju so njegove celice. Torej, kako celice interpretirajo svoj genom. Ok, to je bil tak uvod v biologijo, upam, da je vsekako toliko razumljivo, kaj se dogaja v celicah. Če ne še kakšno vprašanje, zdaj čas. Ja? Če dovoljte, lahko. Ja. Pred kratki sem študiral vsega Artura Ellingtona, Russella, Petra, še nekaj avtorjev, ki so omenili točno to, kar vi zdaj nam kažete, in sicer oni bi umerili neke vrste biološka fizika. Mene pa zanima, kako bi njihove trditve lahko vključil v to, kar vi nam zdaj pokažete. Namreč ena izmed njihovih trditev, ki je zelo natančna, je, da je fizika, definicija fizike kot ponovno proučevanje strukture zavesti. In to je uradna trditev. Ja, zdaj v te debate se jaz res ne bi spuščal, zato ker ne poznam. Človek dobi občutek, da so stvari res, mislim, so zelo kompleksne. Jaz poskušam
tukaj predstaviti bolj stvari, bolj pogled, ki ga imam v sodelovanju z biologi. Ne. Zdaj, kaj je interpretacija, prava interpretacija resnice oziroma fiziki, ki naj bi to resnico pojasnevala, pa vam ne morem komentirati, žal. No, pa kam bi potem to noter ukomponiral zavest? Ne vem. Vse to, kar ste zdaj pokazali. Zavest je, če vprašate neurobiologe, je produkt tisoče in tisoče procesov, ki se odvijajo hkrati v možganih in se potem nekako pač odzivajo, potem pa obstaja nek proces, ki išče tolmačenje za ta odziv. In to naj bi bila zavest. Zdaj jaz ne vem, več vam res ne morem povedati. Dovolite, da je pa nek drug dan posebno. Vete, gospod je računalničar, informatik, bioinformatik, to mislim, da je debata nekega drugega predavanja, mogoče drugim predavateljem. Jaz predlagam, da se držimo teme današnjega predavanja. Jaz se poslušam držati tega, ker smo se prejšnje pogovarjali pri akademiku Grafsu. V redu, glejte, ampak vse imamo temo drugo. Če vi poznate Grafsu vprašanje. Bi mogoče potem lahko se še... Jaz prosim, da se držimo predavanja v temo. Še kakšno drugo vprašanje? Bi vprašala, Ja. za te možganske celice, ker celice tako vsak dan na tisoče celic propade, Ja. in za možganske celice je bilo rečeno, da od prvega dne rojstva propadajo. Zdaj ponovno in da se ne obnavljajo. Ponovno je pa rečeno, da se te možganske celice tudi obnavljajo. Ja. Pa to drži? Določene se, ja, se pa v splošnem pa se možgani ne obnavljajo. Ne. Torej vsak dan jih imamo manj celic, ne. Določena tkiva pa se... Ker si starejši bolj pozabljaš, ne? Ja. Okay, mogoče o tem se lahko tudi posneje, da ne bo posneto. Še kakšno vprašanje, mogoče bolj, ker se tiče osnovne biologije, da zgledam, da so te koncepti jasni. Jaz sem še eno, kar se tiče človeškega spomina, da se je govoril, da v možganih, kaj je zdaj zadnjo odkrite, pa da je na celičnem nivoju, kaj lahko glede tega poveste? Tako je, ja. Torej, v bistvu na celičnem nivoju se marsikaj dogaja. Prav tukaj ta razlog, zakaj je v možganih 48% torej teh dogodkov alternativne interpretacije. Dosti od teh dogodkov je povezanih z tvorjenjem povezav med nevronskimi celicami. Torej tam na sinapsi se dogajajo zelo zanimivi procesi, ko se sinapsa razgrajuje oziroma dopolnjuje s te kanali, spreminjajo. In za to tvorbo tega dela celice so potrebni tudi te mehanizmi. Seveda pa potem spomin ni samo posamezne povezave, ampak je cel skupek nevronov in zelo kompleksne mreže signalov, vključeno s nekimi povratnimi zankami, zamiki, tako da, ja, to pojasni en del. Drugo bolj zanimivo vprašanje je pa, kako možgani sploh zrastejo takšno kompleksnost, ki jo imajo. En del tudi tukaj lahko razložimo. Zdaj bi prišel pa na stvari, ki smo jih v laboratoriju razvili in s katerimi v bistvu smo sodelovali z raziskovalci iz Tujine, kot je bilo na začetku omenjeno, in smo pač razvili neke načine, kako gledati v celico in v trenutno stanje interpretacije DNA. Torej tukaj ena glavnih stvari, ki jih je potrebno znati izmiriti, je prav ta interakcija med RNA-jem in proteinom. Zdaj, ena metoda, ki smo jo mi razvili skupaj še s kolegi iz Cambridgea, se imenuje iClip. In tukaj so povzeti glavni 3 koraki te metode. Torej, če si predstavljate celico, pa jedro, imamo te zeleni so zdaj RNA-ji, te modri elipse so proteini, ki se vežejo na RNA. In zdaj, določeni proteini se bojo vezali na RNA, določeni se ne bodo. Torej, 900 proteinov nekako, 900 različnih proteinov se bo vezalo z RNA-ji.
Zdaj, kako detektirati, kako pogledati v celico in videti, kateri protein se veže s katerim RNA-jem. En trik, ki se ga da uporabiti, je, da za svetlobo UV, to je svetloba določene frekvencije, posvetimo na celice v živo in na ta način v bistvu se vzpostavi kovalentna kemijska vez med proteinom pa RNA-jem. Torej, če je protein blizu RNA-ja, v tistem trenutku, ko posvetimo to v svetlobo, se bosta tista dva praktično zlepila. In ta vez je tako močna, da kljub vsem ostalim nadaljnim korakom procesiranja teh celic ostane ta protein RNA skupaj. To je ta prvi korak. Drugi korak je potem nekako moramo zdaj iz celice ven pridobiti te komplekse, kjer je RNA skupaj spojen s proteinom. Zato spet obstajajo komplicirani laboratorijski postopki. Na koncu, kar dobimo, je košček RNA-ja, torej ne celoten RNA, ampak samo tisti del, ki je v neposredni bližini proteina. To se z nekimi posebnimi encimi razgradi, da postane majhno. In zdaj, ko imamo takšne majhne komplekse in takšnih kompleksov iz enega takšnega eksperimenta je lahko tudi na milijone, kar lahko naredimo je, lahko posekvenciramo, torej določimo zaporedje RNA-ja, ki tega dela. Torej, skratka, ta material nekako damo v te stroje, ki so bili izumljeni, recimo, ko so poskušali človeški genom sekvencirati, in kot izhod dobimo kar obsežne datoteke, stotine milijoni kratkimi sekvencami, ki so pač sekvence tega dela RNA-ja, ki je v stiku s proteinom. Zdaj, tukaj je ena taka trik, oziroma podrobnost, če se predstavite, to je protein, to modro, to je RNA. Ponovadi se zgodi vsaj v naših ugotovitev analiz, da čeprav je mesto interakcije morda tukaj, v tem delu nam bo ta poskus, torej ta metoda ECLIP, bo UV svetloba spojila skupaj recimo nek drug košček RNA-ja skupaj s proteinom, torej bomo dobili sekvenco tega dela, ne dejansko sekvenco tega dela, ampak to se da potem v analizi dodatno izpopolniti oziroma odpraviti. Zdaj, to je še enkrat, to je v bistvu slika tega protokola, biologi temu postopkom pravijo protokoli, torej kako iz materijala v celicah pridemo do teh podatkov o sekvencah, kjer naj bi te interakcije nastopale, stvar izgleda kar komplicirana. In tako izgleda ena tipična analiza tega podatka, ki dobimo s tem eksperimentom. Torej, to smo tudi objavili 2011, tudi tako v Nature reviji, ampak eni specifični, eno podpodročje. In smo pač pokazali, da s to metodo, kljub tem omejitvam, smo lahko do nukleotida natančno določimo mesto na RNA-ju, ki vstopa v interakcijo z izbranim proteinom. In iz tega pač izvedene analize. Torej, tukaj konkretno smo gledali ta protein HNRNPC, spet neko kriptično ime, ki se izkaže, da tvori kar zanimiv kompleks. Torej, 4 takšni se dajo skupaj proteini in potem vplivajo na to, kako bo v enem od tistih korakov, ki sem prej govoril, torej alternativnega spajanja, kako bo celica interpretirala ekson. Torej, kdaj bo neko škatlico vključila, kdaj bo pa jo preskočila. Za te podatke smo tudi potem razvili v laboratoriju tukaj v Ljubljani program, ki smo ga poimenovali iCount, in ta nudi v bistvu neko osnovno bioinformatiko. Zdaj, to so vsi koraki, torej tukaj dobimo te podatke iz mašine, ki sekvencira, in potem moramo iti skozi vrsto korakov analize, zato da pridemo do nekih uporabnih rezultatov, ki biologu nekaj pomenijo, na podlagi katerih lahko dela dodatne poskuse. Kar pač ima nek spletni vmesnik, je kar interaktiven, uporabljen. Kar je bolj zanimivo, so mogoče te statistike, torej ta software uporablja preko 100 raziskovalcev širom sveta,
torej 40 različnih inštitutih, večinoma so v tujini. Torej ta strežnik, ki ga imamo tle v Ljubljani, vrednost podatkov, torej samo za sekvenciranje, je bilo porabljenih preko 2 milijona evrov, kar dela te podatke zelo dragocene nam. In kljub tem ogromnemu strošku, te podatke vsebujejo le 80 proteinov od 900, za katere vemo, da vstopajo v interakcijo z RNA-jem. Torej, približno 8% vseh znanih proteinov smo jih uspeli do zdaj posekvencirati oziroma določiti mestne interakcije. Skratka, zelo kompleksno in zahtevno opravilo je procesiranje teh podatkov. Po drugi strani pa smo imeli že kar nekaj objav, torej od te prvotne v Protocol Nature, potem kar nekaj v priznanih revijah, pa vsega skupaj približno 20 publikacij v kar odmevnih revijah. Skratka, mogoče se te številke zdijo majhne, ampak to v znanstvenih krogih, imeti metodo, ki uporablja 40 inštitutov, pa imeti članke v kar dobrih revijah je kar dosežek. Še posebej glede na ta relativno kratek krog 6 let. Ok. Zdaj, ko imamo teh podatke o teh 80 proteinih, se pa pojavi ena težava. Kako zdaj te podatke res čim več izvleči iz njih, da bomo res razumeli, kako se celica odloča. Temu jaz tudi pravim napredna bioinformatika in ena metoda, ki jo je razvil en moj doktorski študent, se imenuje IONMF. Bila je pred kratkim objavljena v eni tudi kar priznani reviji Bioinformatics na svojem področju med boljšimi. Tukaj smo analizirali, oziroma smo poročali o analizi le 19 proteinov, za katere podatki so objavljeni, prosto dostopni. Vseh ostalih 60 še nekako skrivamo, oziroma pač čakamo na članke, ki jih bojo dokončno objavili. Torej za teh 19 proteinov smo imeli nekako od 750,000 mest na RNA-ju, za katere smo detektirali, da nek protein vstopa v interakcijo, do 65 milijonov mest interakcij. In cilj te analize je bil ta, da poskušamo napovedati za vsak protein, torej poskušamo razumeti za vsak protein njegove mehanizme vstopanja v interakcijo z RNA-jem. Torej skratka razumeti, na podlagi česa se celica odloča. Te metodi pravimo zlivanje podatkov, zato ker poleg samih podatkov, ki smo jih mi zbrali, torej tukaj te matrike oziroma te mreže naj bi predstavljali naše podatke, vsaka vrstica naj bi bilo neko mesto v genomu, kjer smo detektirali interakcijo nekega proteina z RNA-jem. Moč interakcije naj bi v tem, ki te sive barve predstavljali. Torej, to so te iClip eksperimentalni podatki. Je pa dejstvo, da danes v biologiji se zbira ogromno podatkov, ki so bolj ali pa manj uporabni za konkretno analizo, ki jo pač nekdo izvaja. In mi smo se v tem delu pač odločili, da bomo poskusili uporabiti še druge vire podatkov o genomu. Torej, en vir je tako imenovana sestava genoma, torej krajše zaporede, ki se pojavljajo v mestih interakcije. En vir je struktura, torej kakšne oblike je RNA, ali je to prosto, ali je staknjeno skupaj z enim drugim koncem RNA. Skratka, različni pogledi na tisti košček RNA-ja oziroma DNA-ja, v katerega vstopa protein v interakcijo. In kar se izkaže kot še najbolj pomembno, je tudi podatki o ostalih proteinih. Torej, ko gledamo nek protein in poskušamo razumeti, kako vstopa v interakcijo z RNA-jem, se izkaže kot zelo pomembno, da vemo tudi, kako ostali proteini vstopajo v interakcijo v okolici teh mest. En rezultat te metode je tudi ta, da ne samo, da znamo napovedati in razumeti, kako dobro protein vstopa v interakcijo na nekem mestu genoma,
ampak tudi vemo povedati, kateri viri od vseh teh virov, ki so na razpolago za gradnjo teh napovedi, je najbolj pomembno. In iz tega grafa, tudi to je ena mira uspešnosti napovedi, 0,5 je najslabše, 1 je najbolj, torej perfektno napovedovanje. To so te različni viri in kombinacije virov. Ne. Skratka, najbolj se nam splača, če želimo najboljše napovedati oziroma razumeti, kako protein vstopa v interakcijo z RNA-jem, je, da uporabimo informacijo o ostalih proteinih, ki se vstopajo, o sekvenci, o tipu ali tipu strukture RNA-ja, pa tudi v katerem delu gena smo. Skratka, zelo uporabno za biologe, da vejo se odločiti, katera od teh pogledov bojo poskušali spremeniti pri validaciji teh napovedi. Druga stvar, ki je kar v redu, ki izpade nekako samo posebej iz te metode, je to, da lahko zdaj proteine, v tem primeru samo 19 proteinov, ampak podobno analizo bi lahko izvedli tudi na vseh 900 proteinih, enkrat, ko bomo imeli podatke. Lahko proteine zdaj poskušamo primerjati in razumeti, kateri proteini podobno delujejo, na podoben način vstopajo v interakcijo z RNA-jem. Tukaj na tej sliki vsaka vrstica naj bi bil en protein, vsak stolpec naj bi bila neka sekvenca, ki je prisotna v tistem delu RNA-ja. In vrstice so zdaj tako urejene, torej proteini so tako urejeni, ne, da tisti proteini, ki nekako na enak način prepoznajo enake sekvence, so skupaj. Ne. Torej tukaj vidimo recimo te 4 zadnji proteini, nekako imajo enake preference do nekih sekvenc, pa do nekih ne. Ta velika skupina je pa njih obratna, torej večjo preferenco do teh sekvenc, ki so v teh prvih stolpcih, ki so navedeni. In tudi druge poglede še lahko uporabimo. Tukaj recimo, na katere dele gena se protein raje veže. Se veže raje na introne, se veže raje na eksone ali na neke druge dele gena. In prav tako dobimo skupine proteinov, ki se na nek podoben način obnašajo. Ok, kakšno vprašanje glede tega? Torej, ta metoda, oziroma tudi ta analiza, s to analizo smo poskušali razumeti za posamezen protein, v katere RNA-je bo vstopal, torej kje na genomu bo vstopal. Ostaje pa še odprto drugo vprašanje, torej kateri deli proteina so tisti, ki dejansko vstopajo v interakcijo z RNA-jem. Torej, poskušamo še tudi razumeti drugo plat medalje. Zato smo pa v bistvu razvili eno drugo metodo, ki se imenuje RBD-MEP, s katero poskušamo prav tako eksperimentalno izmeriti mesta interakcije na proteinu, na drugi strani. Torej, ta metoda izhaja iz ene predhodne študije, ki je bila objavljena leta 2012, ene nemške skupine, iz tega Evropskega laboratorija za molekularno biologijo v Heidelbergu, v Nemčiji, svetovno znana inštitucija, zelo dobro financirana, zelo dobre publikacije izhajajo. Oni so bili tudi tisti, ki so takrat prvič pokazali, da je 900 proteinov v človeških celicah, ki vstopajo v interakcijo z RNA-jem. Torej, protokol je zelo podoben, celica, RNA, proteini. Uporabimo UV svetlobo, zato da zlepimo skupaj RNA in protein. In zdaj ne uporabimo sekvenciranje, torej nas ne zanima določiti zaporedja RNA-ja, ampak radi bi določili, kaj za en protein je tukaj. In to se da na dokaj preprost način, ki dejansko ni preprosto, ampak se da te proteine z eno zelo natančno tehnico stehtati in na podlagi mase proteinov in na podlagi poznavanja genoma, torej kaj za ene proteine lahko sploh pričakujemo, se da iz mase posameznega koščka sklepati, iz katerega proteina prihaja. Torej, temu se reče mass spec, torej tehtanje teh proteinov. Rezultat te prvotne študije iz 2012 je bilo to, da so odkrili, torej nekako za 600 genov je bilo že nekako
prej že znano, da so vstopajo v interakcijo z RNA-jem, torej 144 jih je bilo eksperimentalno določenih, da vstopajo v interakcijo z RNA-jem. Za ostali so samo sklepali. V tem članku so pa v bistvu pokazali, da je še preko 300 proteinov, za katere predhodno ni bilo znano, da vstopajo v interakcijo z RNA-jem. In ko so šli potem gledati, kaj so za ene funkcije teh proteinov, torej kaj dejansko vse v celici upravljajo, oziroma na kakšen način vstopajo v interakcijo, se je izkazalo, da nekako polovica ima neke znane domene, torej to so domeni, pravijo, tem krajšim zaporedjeno proteinov, ki so ohranjeni evolucijsko, torej so že od nekdaj prisotni in skrbijo za interakcijo z RNA-jem. Ampak polovici teh proteinov, torej 400, je pa bil način interakcije neznan. Torej nič, od kar je že bilo poznano, ni ustrezalo, ni bilo prisotno teh proteinov. To metodo so potem naprej nadgradili, zdaj v RBD-map, in pri tem metodi sem pa dejansko tudi jaz bil zraven. Zdaj ta postopek zdaj je kar kompliciran, torej te obsevane celice z UV svetlobo in te RNA-je in proteine, ki se jih izloči z njih, potem skozi kar po kompleksnih teh postopkih ločijo in dodatno ločujejo, ampak na koncu, kar dobimo, je v bistvu informacija o teh krajših sekvencah, torej teh modrih sekvencah proteinov, ki so v okolici mesta interakcije. In to je en problem, torej do te metode so se ljudje vedno ukvarjali s tem, da bi radi točno ta košček proteina in RNA-ja stehtali, ampak problem je, da na tem koščku vedno stane en košček RNA-ja, pa točno ne vemo, kaj je. In zato potem iz mase tega fragmenta ne moremo sklepati to protein. Če pa naredimo postopek malo bolj kompleksen, pa namesto, da gledamo dejansko delček proteina, ki je v interakciji z RNA-jem, ampak sosednje dele, dobimo tako imenovani neighboring oziroma sosednje peptide, te so pa čisti, torej nimajo ničesar gor in te lahko stehtamo in lahko določimo, iz katerega proteina prihaja. In to je glavni trik. Torej, ta 20-letni problem so rešili, da so ga zaobšli. Zdaj, tukaj je recimo en primer enega gena, PUM1, spet neko kriptično ime. Protein je kar dolg. Tukaj v tem delu so bile znane neke domene, torej tu je en del ponavljajoč, kar se tudi vidi v strukturi proteina. Torej to, kar je sivo, oziroma ta del tukaj, ta je insek proteina. Ta delček tukaj je RNA, kar nam je vrnila ta RBD-map metoda, je pa v bistvu peptid na tem mestu, ki ponazarja ta del proteina. In to je točno ta del proteina, za katerega je znano, da vstopa v stik z RNA-jem. Poleg tega primera, torej poleg tega proteina imamo še 528 drugih proteinov, še vedno nimamo vseh 900, ki smo se želeli, ampak dovolj, še vedno veliko število, in imamo podatke o skoraj 1200 mestih na proteinih, ki vstopajo v interakcijo z RNA-jem. Ena stvar, ki je bila tako res zanimiva, nepričakovana, je ta povezava med temi proteini in metabolizmom. Torej, to, kar sem na začetku govoril. Torej, vse te kemijske procese, ki jih mora celica nekako voditi. Del teh procesov izgleda, da se dogaja v neposredni povezavi s proteini, ki sicer se vežejo tudi na RNA. Torej, na nek način kemijo celice in regulacijo, torej interpretacijo genoma te proteini nekako hkrati opravljajo. Torej, to tudi razlaga, zakaj so celice sposobne se hitro odzvati na določene kemične dražljaje, prav zaradi teh proteinov. Ok, s čim se trenutno ukvarjamo? Zdaj, teh podatkov je vsak dan več. Torej, zdaj
zdaj večina našega dela se osredotoča na to, da poskušamo te podatke čim bolj povezati. Torej, poskušamo združevati podatke iClip, ki nam govorijo o mestu interakcije na RNA-ju, s podatki RBD-Map, ki nam govorijo o mestih interakcije na proteinu, skratka, da bomo res razumeli, kako ta interakcija se dogaja. In kar je še bolj zanimivo, oziroma kar nas še najbolj motivira, je dejstvo, da en mednarodni projekt, ki se imenuje ENCODE, torej enciklopedija DNA elementov, katerega, to je dokaj star projekt, torej pobuda, prvotni cilj je bil razumeti 1% človeškega genoma. Torej so izbrali nekako posamezne gene in njihov prvotni cilj je bil opisati, kaj se dogaja s tistim delom genoma na vse možne načine, z vsemi možnimi eksperimentalnimi metodami. Torej to naj bi bil DNA, ki se pripisuje, ki se potem tvorijo proteini, torej to imajo že v logu, torej ta pretok informacij, o čemer sem govoril. In tukaj so naštete neke metode, s katerimi poskušajo meriti, kaj se dogaja v celici. In ena od metod so tudi tako imenovane ClipSeq metode, v katero spada tudi iClip metode, ki smo jo mi razvili. Oziroma tukaj v okviru tega projekta so izpopolnili to metodo in so razvili eClip, kot ENCODE-Clip, ki naj bi bila hitrejša. Zdaj, naše primerjave kažejo, da glavna razlika med eClip pa eClip je tudi v natančnosti. Torej, če hočeš stvari hitreje izmeriti, boš potem jih manj natančno. Torej, o tem nam že fizika govori, tukaj se podobno zgodilo. Je pa, še vedno so te podatki zelo zanimivi, ker so že zdaj preko 100 proteinov izmerili, torej, v katere RNA-je vstopajo in podatki so prosto dostopni. Torej, kdorkoli lahko gre na to stran in pretoči te eksperimentalne podatke in jih začne gledati. In to tudi mi počnemo. Torej, tukaj podatki so na dlani, potrebno jih je samo zliti skupaj nekako v nek model, ki bo odgovoril na poslušalčevo vprašanje, torej, kako se celica zdaj odloča, kdaj bo procesirala RNA na kakšen način. Ok, za konec še zadnjih 5 minut, da razložim še to objavo v Nature, ki smo imeli lani maja, zdaj bo točen mesec, ki je bilo članek sprejet. Torej, naslov je tukaj napisan, torej rekurzivno izrezovanje ali pa spajanje v dolgih genih vretenčarjev. In tukaj seznam avtorjev je kar dolg, torej tle nas je bilo kar nekaj udeleženih. Res prve raziskave so se začele že leta 2011, ko sem jaz gledal iClip podatke, pa sem videl na določenih genih neke zanimive tipe interakcij. In to je potem Jernej Ule dodatno še naprej gledal te prvotne ugotovitve. Prvi avtor je sicer Christopher iz Londona, je pa kar nekaj Slovencev tukaj. Torej Nejc je tu, Miha, jaz pa Jernej. Ostali so pa iz tujine. Tako, skratka, to je nekako realnost teh sodobnih bioloških raziskav. Ogromno ljudi dela v laboratoriju, zato da pridemo do podatkov, da si izmislijo metode, spet kar velika četa ljudi skrbi za to, da potem enkrat, ko so podatki, da jih razumemo, da čim več stisnemo iz njih. Torej, kaj je glavna ugotovitev tukaj? Če se spomnim tiste prvotne slike, kako kompleksno na vse kakšne načine lahko celica interpretira DNA, zato da pride do nekega konkretnega zaporedja RNA, iz katerega se bo tvoril protein, smo tukaj mi dodali še en košček v to sestavljeno. In sicer ugotovili smo, da pri res dolgih genih, dolgi pomeni, da imajo introne, torej tiste dele, ki jih celica zavrže, so precej dolgi. Pri teh genih je tako čisto fizično postane
težavno, kako pravilno izrezati ta dolgo zaporedje. In zato je evolucija stuhtala tako imenovani rekurzivni način. Torej, če imaš neko dolgo zaporedje za izrezati, če boš ga rezal na rekurzivni način, pomeni, da boš najprej izrezal en manjši košček, potem boš pa izrezal še preostalo. To je skratka rekurzivno. Apliciraš neko pravilo in točno to se tukaj zgodi. Torej, če se predstavlja, to je prvi ekson, to je drugi ekson, torej to je ta del zaporedja, ki ga celica potrebuje, da tvori protein. Tle vmes je ta dolg intron, ki ga je potrebno izrezati. Torej, če vstopijo pravilni proteini v interakcijo s tem delom RNA-ja, bojo prepoznali tukaj eno mesto, ki ima posebno ime. Zaporedje, torej del te sekvence na tem mestu je točno takšno, točno to zaporedje črk v genomu. In v prvem koraku se bo ta ekson, torej bo se samo ta košček introna izrezal in bo se ta ekson staknil skupaj s preostalim delom introna. In potem bo se stvar ponovila, torej potem se bo pa še ta košček izrezal. Ok? To je ena stvar, ki je bila znana v vinski mušici samo. Mi smo pač pokazali, da se to dogaja tudi v človeških celicah. Kako smo do tega prišli? Torej, osnova so bili iClip podatki, to je primer za en gen, torej ta CADM1 gen. In tukaj vidite, kaj pomeni dolg gen. Torej, eksoni so samo te navpične črtice. Vidimo, da večino gena je intron, ki ga je potrebno se znebiti. In najbolj problematičen je ta prvi intron, ki je zelo dolg. In tega bo celica v možganjih bo izrezala s tem rekurzivnim, torej dveh korakih. Zdaj, če pogledamo, na podlagi katerih podatkov se je to dobilo, torej na podlagi teh iClip podatkov, torej če gledamo, kakšna je distribucija teh podatkov, torej kje detektiramo mesto interakcije, pa tudi če gledamo, kako se ta del genoma izraža, zato postaja neka druga metoda, se imenuje RNA-seq. Vidimo spet to stopnico in ta stopnica je nekako sovpada s tem mestom, kjer se zgodi rekurzivno izrezovanje. In če pogledamo, torej zdaj ta košček tukaj je zdaj povečan, tukaj imamo konkretno zaporedje v delu genoma, vidimo, da spet ta sekvenca sovpada s tem motivom, torej s tem krajšim zaporedjem. Torej imamo tukaj TAG, GTAA in to je točno to, kar naj bi bilo prisotno za to zaporedje. Kako pogosto je to v človeških možganih? Kaj mislite? Ni preveč pogosto. Torej, to je dokaj redek fenomen. Torej, samo v 14 genih se to dogaja, oziroma mi smo bili sposobni detektirati. Od tega je v 9 genih je to zaporedje RS, torej ta delček tukaj, res tudi evolucijsko ohranjeno. Torej, če pogledamo tudi v druge vrste in gene, ki so podobni v drugih vrstah, torej teh 9 genov, bomo videli, da se točno to sekvenca je ohranjena, ostali del introna pa je kar drugačen. In če pogledamo, kaj je funkcija teh 9 genov, se izkaže, da predvsem skrbijo za to, da se celice znajo povezati oziroma prilepiti na ostale celice. To zdaj govorimo za možgane, to je kar pomembno. Če želimo, da zraste možgani na pravi način, se morajo celice pravilno prepoznati in zlepiti skupaj, pa ne zlepiti z nekimi drugimi celicami, ki ne smejo biti zraven. In hkrati tudi usmerjajo rast aksonov. Torej, če se spomnite, živčna celica, ta delček tle, ta podaljšen delček je akson, torej geni nekako določajo, kako bo ta akson rastel. Kakšen je dejansko potem pomen, oziroma kako si lahko zdaj tolmačimo, da je ta stvar tako redka, samo 9 oziroma 14 genih. Torej, naša hipoteza je ta, da v bistvu je to nek nov mehanizem, neko binarno stikalo, s katero celica po eni strani omogoča evolucijo,
ker na tem mestu tega rekurzivnega izrazovanja se pojavi tudi nov ekson, torej omogoča vključitev tega novega eksona, to je ta drugi scenarij, ampak ne vedno, ne. Hkrati pa še dopušča staro funkcijo, torej nek star protein se lahko tvori iz takšnega gena, ki ima to rekurzivno mesto izrazovanja, lahko se pa tvori čisto nov ekson, nova izoforma. Skratka, to je nek način, kako celica kontrolira evolucijo. Pušča možnost, da bo zdaj ta konkreten protein oziroma gen razvil neko novo izoformo, torej bo služil neki novi funkciji, nekem novem procesu, hkrati pa želi biti konzervativna, pa ne dovoliti to vse povprek. Ok, zelo fascinantno. In kar je še najbolj zanimivo, ne, da ta mehanizem je predvsem v možganih. Torej, skratka, tam je potreba po izumljanju novih proteinov največja. To v bistvu je podlaga tudi potem za razvoj možganov, tako kot smo ga videli, pač kot ga vidimo skozi evolucijo. Ok, zdaj tukaj so našteti samo nekateri od sodelavcev, s katerimi sem sodeloval. Torej, ta glavna skupina Jerneja Uleta, zdaj je v Londonu, prej bil v Cambridgeu, potem smo mi iz Ljubljane, pa še ta nemška skupina je kar zelo pomembna zadnje čase. Tudi RBD-map je bil v sodelovanju z njimi razvit. Tako. To je z moje strani vse. Še kakšno vprašanje? Ja. Mene pa zanima, ali mogoče vam znano, v kakšni meri recimo alkohol ali pa marihuano vpliva na te celice možganske. Neznano je, da alkohol, da jih izmeri manj, ne? Kako se to obnavlja? In če mogoče veste za marihuano, kako vpliva na te celice. Ja, za alkohol vem, da pač ponovaj se celice rastejo in se kopiče tekočine in poči, ne, in tako jo izgubimo, ne. Torej, ni fajn imeti preč te kemikalije v možganih alkohola, za marihuano pa ne vem. Ampak to je tako, ne. Tudi recimo ta proces, ki ga je nastal tekom evolucije, je bil nekako odgovor na okolje. In ljudje, recimo, smo tem kemikalijam, kako ćemo reči, aktivnim snovem, relativno kratko izpostavljeni. Torej, ni bilo še priložnosti, da bi se možgani adaptirali, oziroma ni bilo potrebe po tem. Tako da pač celica vedno poskuša zdržati neko homeostazo, ne, torej neko stabilno stanje, včasih pa ji ne uspe. Zato pravijo, da zmirnost je najboljša, ne, najboljše zdravilo. Ja. Kako si lahko pomagamo? Ja. Ja, mislim to... Prosim? Tako, ja. Pač ponovadi se poroča o pozitivnih rezultatih, ne, zaradi načina objavljanja, ne, torej rezultatov negativnih je ogromno, ne, pa o tem ne poročamo. To, kar sem govoril, oziroma to s tem, s čimer se ukvarjamo, pa sodi vse v tako imenovano bazično znanost, torej razumevanje mehanizmov delovanja celic. Tako da to, kar pač odkrijemo in kar je zanimivo, o tem poročamo. Recimo imamo tudi pač želje, da bi recimo prav to sposobnost detekcije interakcije med proteini in RNA uporabljali za diagnostične namene. Torej, marsikatera bolezen, predvsem nevrološke bolezni, imajo tudi to komponento napačne regulacije odziva celic na dražljaje. Torej, ponovaj se kopičijo določeni proteini, zato ker celica jih ne zazna in jih ne zna razgraditi. Tako nastajajo razne te tvorbe v možganjih, ki potem vodijo v končni fazi recimo tudi do demence in odmirjanja celic. Že imate kakšne te raziskave v tej smeri?
Ja, s tem se dosti ukvarja skupina Jerneja Uleta, aplikacija prav na nevroloških pač na nevrocelicah. Tudi recimo en članek, tak je bil tukaj omenjen, iz 2000, tudi ta, iz 2011, torej vpliv tega proteina TDP-43 na različne torej na alternativno spajanje in na različne nevrološke bolezni, smo pač poročali o načinu, kako vstopa v interakcijo z RNA-jem, katere gene regulira, ki so potem posledično udeleženi v določenih boleznih, ki so tukaj meni. Sodelujete tudi z medicinsko fakulteto? Žal ne. Sodelujemo, mi kot računalničarji sodelujemo predvsem z laboratoriji, ki imajo dostop do opreme in so sposobni delati raziskave. To se zelo stane. Če želiš objavljati v dobrih revijah, moraš imeti tudi dobre podatke. Tako da to je žal je to domena bolj večjih inštitucij, ki imajo velike projekte in dovolj denarja in opreme. Tako da smo na nek način primorani z večjimi centri stojine sodelovati. Mednarodno pa sodelujete z Nemci pa z Angležini? Predvsem, ja. Imamo tudi nekaj sodelovanja z Američani, z Houstonom, z Texasu. Več kot toliko pa spet ne moramo sodelovati, ker nas ni dovolj ljudi v laboratoriju. Je pa tudi recimo Toronto je en center zelo znan v Kanadi, s katerim tudi sodelujemo. Oni se recimo predvsem s kvasovko ukvarjajo, poskušajo razumeti te biološke mehanizme skozi kvasovko. So bili tudi eni izmed avtorjev prve študije, kjer so poskušali narediti vse dvojne mutante. Zdaj, najbolj enostaven način, kako biologi delajo, kako poskušajo razumeti delovanje celice, je, da vzamejo en kos genoma ven. To je podobno, kot če bi poskušali razumeti avtomobil, tako da bi odprli pokrov motorja, nekaj časa gledali, kaj je pod tem pokrovom, pa videli neko zanimivo žico, pa jo staknili, pa gledali, če avto še vedno deluje. Ali pa mogoče dodali neko cev, pa pogledali, če motor še vedno deluje, če avto lahko spelje. Na podoben način delajo biologi s celicami. Pač določene dele genoma odstranijo ali pa dodajo nekaj in potem opazujejo, kaj se s celicami dogaja, če so še vedno sposobne delovati na normalen način, oziroma katere funkcije, katere kemijske procese ne morejo več upravljati. In če to želiš res razumeti, ni dovolj, da samo posamezne gene zbijaš, ampak moraš tudi pare genov, pa trojka, pa več kombinacij genov. To potem postane pri 14 000 genih, koliko jih ima kvasovka, to postane kombinatorično neobvladljivo. Torej, že pri dvojnih mutantih, torej 2 gena zabiješ, pri 14 000 genih imaš preko 10 milijonov možnih kombinacij. Za vsako kombinacijo je potreben eksperiment. Potrebno gojiti celice v epruveti. Zato imajo recimo v Kanadi imajo specialne robote, ki mešajo oziroma delajo te mutante in sledijo in mirijo, kako se celice odzivajo. Zanimiva znanost. Ja, zelo. In to tudi rakov problem, ko je to kar oblik, da ga zato tako težko. Ja, rak je taka zelo zakomplicirana. Rak ni en sam, ampak jih je na tisoče. Že s tiste prve scheme, kaj vse se dogaja v celici, je ogromno možnosti za to, da bo šlo nekaj narobe in dostikrat tudi gre. Ampak spet evolucija je razvila načine, kako zna celica detektirati, da je nekaj narobe z njo in se odloči za celično smrt oziroma pač samomor po domače. In ponavadi pri rakih je prav to, da se tisti del programa, torej ta del odziva ne izvede in celica živi naprej in se deli in se širi in pač prevlada v končni fazi. Raki so tudi, ponavadi rak poskrbi za to, da se okoli tkiva začnejo razvijati žile, ker rak je zelo požrešen energetsko,
torej spodbudi celice, da začnejo proizvajati žile, da dovajajo kri, hranivo. Skratka, ogromno vzrokov oziroma načinov delovanja rakov. Tako da ponavadi najbolj učinkovit je ta, da se rakaste celice poskuša uničiti, če narava oziroma če sama celica ne zna, pa z nekim zdravilom. Kemoterapija je primer takšne zelo surovega postopka po tem principu. Človek bi pa pričakoval, da če bi razumeli recimo prav to regulacijo na nivoju interakcije proteinov RNA, torej tega dinamične interpretacije, da bi mogoče s napravim kombinacijo proteinov vseeno spodbudili recimo celično smrt. Ja. 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 Postavimo v našem organizmu, vedno ponušimo in potem je seveda ta reakcija so nekje onemogočene, s časoma so vse nesposobne pa Ja, zdaj tako, za razumevanje res tega, kar se dogaja v človeških celicah, se ponavadi poslužujejo tako imenovanih HeLa celic, to so neke posebne celice, ki so človeškega izvora, ampak so že tako zmutirane, pa še pripadajo nekemu konkretnemu posamezniku in nekomu iz Amerike. Tako da vsi ti poskusi so narejeni v bistvu večinoma na teh HeLa celicah oziroma na drugih tkivih, s katerimi je lahko delati, ker tudi v epruveti namnoži dovolj celic, da potem lahko jih pusti skozi te postopke, je kar zahtevno, moraš imeti dovolj trpežne celice. Tako da to tudi po eni strani omejuje nabor različnih tretmajev oziroma izpostavljenosti različnim kemikalijam oziroma zunanjim dražljajem. Čisto eksperimentalno je težko vzeti recimo eno mojo celico, pa potem jo izpostaviti nečemu, pa pogledati, kaj se z njo dogaja. So tudi se že razvijajo tako imenovane single cell tehnologije, torej in sekvenciranje, predvsem sekvenciranje mastne spektrometrije še ni, ampak sekvenciranje je že skoraj na nivoju, da je dovolj nekaj celic ali pa posamezna celica in da iz nje lahko dejansko konkretno celico prebereš, v kakšnem stanju je. Ampak to je tako še zelo v povojih. Tako da skratka smo omejeni bolj na neke modelne organizme, na neka tkiva, ki so dostopna biologom. Kje sem prebrala, da je sladko za rakne celice tako potvoje na tome? Ja. Sladko je super vir energije, se takoj pretvori v te molekule energijske, ki jih celice rabijo, ampak tudi izstradati se ne smeš, tako da, ja. No, se pravi, ja. No, ampak, mislim že to, da bi nekako na nek način uspeli ustaviti gradnjo novih žil do teh rakastih tkiv, bi bilo super, potem bi lahko koliko cukra bi hotel pojedel, pa še vedno ne bi prišel do rakastih tkiv. Ja, vse pravi, z oglikovih hidratov bi bil sladko. Sladko ni takšno, kot je da beli sladko in tak, ki ga imamo danes do vsake stvari, ki je dano v predelani. Ja, pač hitreje pridemo do energije, ampak v osnovi še vedno je ta... Ja, ampak... Ja. Se niti ne zavedamo, da ga recimo v enem kozarcu različne pijače, da bo ročka cukrano. Ja. Da so ti razpadna kontrola. Ja, človeško telo je bilo darjeno oziroma je razvito za naravno okolje. Tako je karkoli ne preveč naravnega oziroma umetno proizvedenega, najbrž nismo še dovolj razviti. Čez 1000 let mogoče bomo lahko samo Coca-Colo pili, pa bo vse v redu. Da je človeštvo še na takšnem nivoju, da nas je neka kemija zadnjih 50 let naredila za prehrano, z zračenjem, z vseščem, da so naše celice tako močne, da so še sposobne se tega obnavljanja in boja.
znanost škodi človeštvu. Ne? Tako. Ti bi jaz našla reči, Ker jo izrablja. Zloraba znanosti, ja. Zloraba znanja škodi. Ja, tako. A ste kaj vključevali, kako ti proteini, ko je tudi govor, ne? Kaj so uspešno pri zdravljenju raka, kako delujejo? Ne, nismo. Pravim, mi smo bolj na nivoju teh bazičnih znanj, starosti. Specifičnim vprašanjem razen recimo tega članka, pa še to lahko človek nam govarja, da je še vedno zelo abstraktno. Nismo enostavno. Človek se mora za nekaj odločiti, mi smo se bolj za razvoj, v končni fazi se nas zanima razvoj algoritmov za analizo res obsežnih podatkov. Tukaj govorimo o terabajtih in terabajtih, na stotine terabajtov podatkov se zbira. Tudi ta ENCODE projekt je že tako obsežen, da... Vi pa imate ta super računalnik, kjer procesirate? Nekaj imamo na fakulteti, nekaj imajo v Londonu, tako, se da, tudi Arnes, ta slovenski ponudnik ima kar zmogljive računalnike, ki se jih da uporabljati tudi za takšne raziskave. Večji problem je v bistvu narediti algoritem, ki na pameten način združuje te podatke. Torej, kako ovrednotiti, ker so zelo različnih kvalitet, primerni za odgovarjanje na različne vprašanja, in potem od konkretnega vprašanja je odvisno, kaj se ti splača uporabiti, zato da boš res razumel podatke. Zdaj se vam kar počas zahvalja, vam tudi za vprašanja in bi počasi kar zaključili, ne? Tako da najboljša vam hvala.